vzhodnih regijah ob meji z Rusijo je Ukrajina danes zaostrila pogoje za vstop ruskih državljanov v državo. Prepoved vstopa imajo tako ruski moški, stari od 16 do 60 let. Izjeme so mogoče samo v človekoljubnih primerih ali v primeru udeležbe na pogrebu. Na ukrep Kijeva se je že odzvala Moskva in sporočila, da Rusija ne bo izvedla podobnih povračilnih ukrepov. Izraelska vojaška letala so ponoči na jugu Sirije in v bližini Damaska napadla več domnevnih položajev skrajnega libanonskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Po poročanju sirskih medijev je njihova protiletalska obramba sestrelila eno izraelsko letalo in uničila 4 izraelske rakete, kar pa je Izrael zanikal. Judovska država je v preteklosti že večkrat napadla iranske tarče v Siriji. Iran je namreč največji tekmec Izraela za prevlado v regiji. Skupina 15 migrantk iz Srednje Amerike, ki so skupaj 6000 drugimi migranti obtičale v mehiški Tijuani med mehiško-ameriško mejo, se je odločila za gladovno stavko. S tem skrajnim ukrepom protestirajo zaradi počasne obravnave prošenj za azil v Združenih državah Amerike. V prihodnjih dneh naj bi se jim pridružilo še več migrantov. Ameriški uradniki prošnje za azil delujejo kot polžje, migrantom pa grozi, da bodo morali na meji čakati več mesecev ali še dlje, preden bodo sploh začeli obravnavati njihove prošnje. Se bosta pomirila zdajšnji župan Borut Sajovic in nekdanji Pavel Rupar. Sajovic bi rad nadaljeval naložbe v gospodarstvu in turizmu. Te bodo uresničili tudi z evropskim denarjem, saj so podpisali za 4,6 milijona evrov pogodb. Rupar, ki si po 12 letih želi vnovičnega županovanja, je prepričan, da je rast Tržiča povezana z razmahom industrije. Zmagovalca najprej čaka dolgoročna obnova prizadetega območja Doline in Jelendola. Za najnujnejša dela sta država in občina namenili skoraj $500 milijona. Prispevek Aljana Jocif. Popolna obnova prizadetega območja bo prednostna naloga sedanjega župana Boruta Sajovica. Ko je pred 12 leti prevzel vodenje občine, je bilo v Tržiču 667 podjetij, danes 1257. Zato Borut Sajovic stavi na razvoj malih in srednjih podjetij. Dodatno bomo opremili komunalno cono na Loki, nadaljevali z regeneracijo območja PPT, ker bodo dobile priložnost mala in pa srednje velika podjetja
V industrijski coni Loka zagotavljamo dodatnih 9,5 hektarov novih stavbnih zemljišč za razvoj. Pavel Rupar se je vnovične kandidature lotil samozavestno. Prestana zaporna kazen po njegovem za dosego cilja